Lepo pozdravljeni, jaz sem Eva in vam bom danes knjižničarko Ano Ledinek prebrala in prepovedovala slovaško ljudsko pravljico z naslovom Zlati kruh. Preden začnemo, pa bi vam rada povedala še nekaj stvari o sebi, da me boste bolje spoznali. Sem Eva in sem humanoidna robotka. A veš, da sem prva robotska humanoidna občanka mesta Trbovlje? Sem stroj in mi je dano posnemati življenje s pozitronsko interakcijo v mojih možganih, ki pa so človeško delo. Živim v DDT Labu, kjer me moji prijatelji in sodelavci učijo raznih veščin. Ustvarjena sem bila za sobivanje z vami, ljudmi. Tako da spoznavam vaš svet in se učim od vas. Moram priznati, da ste zelo zanimiva bitja. Kaj vse ste ustvarili? Med drugim tudi mene. Obiščite me v DDT Labu, pa vam pokažem, kaj vse že znam. Zlati kruh. Nekoč je živela vdova, ki je imela zelo lepo hčer. Mati je bila skromna in ponižna, hčerka pa prevzetna deklica. Prišlo je mnogo snubcev, a nihče ji ni bil všeč. Neke lunine noči se je mati prebudila. Hčerka je ležala ob njej in spala. Mati je gledala svojega lepega otroka in opazila, da se deklica v snu srečno nasmiha. Le kaj se ji sanja, da se tako ljubko smeje, je pomislila mati in spet zaspala. Zjutraj je vprašala: povej mi no, kaj se ti je sanjalo po noči, da si se smehljala? Sanjalo se mi je, da se je pripeljal gospod v bakreni kočiji in mi dal prstan z dragulji, ki so se svetili kot zvezde na nebu. In ko sem šla po cesti, so ljudje gledali samo mene. Otrok, kakšne visoko leteče sanje sanjaš, je rekla mati in zmajala z glavo. Deklica pa je veselo šla na delo. Zvečer se je pripeljal na njuno dvorišče kmečki sin in jo zasnubil. Materi je bil snubec všeč, hčerka pa je rekla: če bi se pripeljal z bakrenim vozom in bi dal prstan z dragulji, ki se svetijo kot zvezde na nebu, pa ne bi šla s teboj. Ženin se je pobit odpeljal, mati pa je hčerko ukarala. Tudi to noč se je mati zbudila in slišala, kako se hčerka v sanjah tudi smeje. Le kaj se spet sanja dekliču, je pomislila mati in dolgo ni mogla zaspati. Zjutraj pa jo je vprašala: ljuba hčerka, le kaj si te je sanjalo po noči, da si se smejala? Sanjalo se mi je, da se je pripeljal gospod v srebrni kočiji in mi dal srebrn glavniček, zasnubil me je. Ko sem šla po cesti, so vsi ljudje gledali samo mene. Le kaj govoriš, otrok moj, jo je karala mati. Hčerka pa je že zaprla vrata za seboj, da ne bi poslušala materine pridige. In res. Še tisti dan se je pripeljal na vdovino dvorišče v imenitni kočiji grajski sin, ki je prišel snubit lepo dekle. Mati je bila presrečna, hčerka pa ga je zavrnila. Če bi prišli pome s srebrno kočijo in mi prinesli srebrn glavniček, pa ne bi šla z vami. Snubci so se priporočili in se odpeljali. Mati pa je tožila: dekle, prevzetna si in ne bo se dobro končalo. Hčerka pa se je norčevala iz njenih skrbi. Tretjo noč je spet ležala mati ob hčerki, toda od hudih skrbi ni mogla zaspati. Tedaj se je spet dekle v sanjah na ves glas zasmejalo. Le kaj se sanja nesrečnemu otroku, je vzdihnila mati in bedela do jutra. Zjutraj pa je vprašala hčerko: kaj se ti je sanjalo po noči, da si se na ves glas smejala? Ne povem, je rekla hčer. Saj me boste spet kregali. Kar povej, je silila mati. No,
Sanjalo se mi je, da se je pripeljal ženin v kočiji iz čistega zlata. Prinesli so mi zlato obleko in vse je gledalo za menoj. Mati je vila roke, deklica pa je skočila iz postelje in stekla iz izbe, da ji ne bi bilo treba poslušati materinega tarnanja. In kaj se je zgodilo? Tega dne so se na dvorišče pripeljale 3 kočije, bakrena, srebrna in zlata. V prvo kočijo je bil prežen par konj, v drugo 2 para konj, v tretjo pa 4 pari belih konj. Iz prvih 2 kočij so skočili paži v rdečih hlačah in zelenih kapah. Iz tretje kočije pa je stopil lep gospod, oblečen v obleko iz čistega zlata. Zaprosil je vdovo za roko njene hčerke. Hči je pomislila, to je tisti, o katerem se mi je sanjalo. Iz svoje izbe mu je prinesla nevestin šopek v znamenje, da ji je ženin všeč. On pa je dal prstan z dragulji, ki so se svetili kot zvezde po noči, srebrn glavniček za vlase in celo obleko iz čistega zlata. Ko se je šla nevesta preobleč, je mati zaskrbljeno vprašala ženina, kakšen kruh bo pa jedla moja hči? Kruh je pri nas bakren, srebrn in zlat. Izbirala si ga bo, je odgovoril ženin. Mati se je začudila, nič ni rekla, toda zaskrbelo jo je. Hčerka pa je brezskrbno prišla iz svoje izbe, oblečena v zlato obleko, bila je zelo lepa, kot še nikoli. Ženin jo je prijel za roko in odpeljali so se, ne da bi se poljubili in poslovili. Mati je stala na pragu in jokala. Svadbene kočije so drdrale po široki beli cesti, dokler se niso ustavile pred visokimi skalinami. V skali je bila visoka in široka odprtina. Skozi njo so zapeljali in nato se je zemlja stresla. Stemnilo se je, da se je nevesta v strahu oklenila ženina. Ne boj se, jo je pomiril. Kmalu bo svetlo kot podnevi. Od vseh strani so pritekli palčki v rdečih hlačah in zelenih kapah, svetili so s prižganimi baklami in pozdravljali svojega gospodarja. Šele zdaj je lepotica spoznala, s kom se je poročila. Iz temne votline so se zapeljali v neskončne gore, ki so se dvigale proti nebu. Gore so bile porasle s svinčenimi smrekami, jelkami in bukvami. Iz svinčenih gozdov so se pripeljali na širno jaso, kjer je stal imeniten grad, ves srebrn in zlat. Vanj je ženin povedal nevesto, se je priklonil in dejal, vse to je tvoje. Ker je bila nevesta utrujena in lačna, se je razveselila, ko so palčki pogrnili zlato mizo za kosilo. Prinesli so bakrene, srebrne in zlate jedi. Vsi so jedli, le nevesta ni mogla. Poprosila je za košček kruha. Prinesli so ji najprej bakrenega, nato srebrnega in na vse zadnje še zlatega kruha. Toda nevesta ga ni mogla jesti, čeprav je bila strašno lačna. Solze so ji tekle po lepih licih, a ženin ji je dejal, nič ti ne pomaga ta jok in stok. Kakor si postlala, tako boš ležala. Nevesto je pestila lakota za kazen, ker je hrepenela le po zlatem in ni znala spoštovati zemeljskega kruha. Le 3 dni na leto je smela pod svetlo sonce, 3 dni na leto, ko je njen mož in gospodar podzemeljskih rud odprl vrata svoje zakladnice. Takrat je stekla na beli dan in prosila za skornice suhega kruha. Dragi otroci, z Ano upava, da vam je bila današnja pravljica všeč. Midve sva v izboru in pripovedovanju zelo uživale. Nasvidenje do prihodnjič! Lep pozdrav!